si na novinarski konferenci. Dovolite, da dam v samem uvodu te novinarske konference besedo predsedniku gospodu Darku Mušiču. Izvolite. Hvala, torej lepo pozdravljeni v imenu Judo Zvezde še enkrat. Vesel sem nekak dober odziv z vaše strani. Hkrati pa tudi vesel pred bližajočim svetovnim prvenstvom. Verjamem, da so naše športnice in športniki dobro pripravljeni. Na to svetovno prvenstvo gremo z res široko ekipo. Mogoče še manjka kakšno ime zaradi poškodbe, kar nam je žal, ampak to je del športa. In veseljem pričakujem to prvenstvo. Pričakujem, da se bodo naše športnice in športniki tam prikazali svoji najboljši luči in da dobro pristopamo v našo državo. Sami športni del pa pripuščam stroki, tako da hvala. Hvala lepa predsedniku. Preden da dam besedo gospodu Fabijanu, bi rad upozoril, da se opravičujemo, ker je na svetovno prvenstvo potuje res do zdaj največja ekipa, 13 judoist in judoistov, ne 16, kot je bilo pomotoma objavljeno. In še posebej smo lahko ponosni na to, da so vsi ti športniki iz kar 5 klubov, slovenskih 5 klubov, kar je tudi dobro, da je ta nabor širše zasnovan. Sicer bo pa največ o tem vedel povedati naš vodja stroke, gospod Marjan Fabijan. Izvolite. Vsem skupaj lep dober dan. Kot vidite, na to prvenstvo se potuje do zdaj največje število. Tekmovalci moram reči, da so delali po večjih klubah, po večjih skupinah na raznih mestih, od Turčije, Holandije, Anglije, Nemčije, pa še ne vem kje. Tako da glede na njihove kategorije, na njihove veze, kakršne imajo, s kom so trenirali, kar so rabili, vsi so pač maksimalno napravili tisto, kar so lahko. Sebi so prilagodili čas, kraj, kje bojo trenirali, pa na kakšen način. To se pravi, da še enkrat povim, da delali smo v večjih klubah, ampak mislim, da so vsi uspešno delali. Tekmovalci so najverjetneje dobro pripravljeni, to bomo vsi videli na sam dan tekme, vsakega posameznika. Važno je pa tudi to, da so tudi tekmovalci izbrani po neki selekciji teh svetovnih Grand Prixov, Grand Slamov, ko že imajo vsi medalje in to so izkušeni borci, vsi pa je tudi pomlajena, tudi z raznimi dobrimi tekmovalci že uvrščenimi z visokih tekmovanj. Borili se v tako vidim, kako je njihovo razpoloženje po najboljših svojih močeh, ampak vse, kar je to boliti pač na dan, ko bo tekma. Drugo se pa pripravljam še do vprašanja. Hvala lepo gospodu Fabijanu. No, pridružil se nam je tudi generalni sekretar Judo Zvezde, gospod Fran Točko, dobrodošel. Njemu bom pa dal besedo, da vam malo več pojasni sistem tekmovanja oziroma organizacijski del tega svetovnega prvenstva. Izvolite. Lep pozdrav. Prvenstvo traja 7 dni, zdaj 6 dni je individualno, zadnji dan še potem ekipno prvenstvo mešanih ekip moške in ženske, na kateri pa mi, prvenstva ekipa, ne bomo nastopali. Tekmovanje je od 20. do 27. septembra, 6 dni individualnih tekmovanj bomo praktično vsaki dan zastopani z našimi tekmovalci. Prvi dan bojo trije, Štarkel, Trebovc in pa Tanja Maruša, potem slika Narek in Domboč, naslednji dan, se pravi v petek 21. septembra, Kajzer Hojak, potem 22. septembra v soboto, nedelje sta na sporedu kategorija 63, Kaveški in Petrnjakova, potem je v ponedeljek 24. septembra Kukovica Davi, pa potem torek Apoteka Klara in zadnji dan tekmovanja nastopata Velenšek in pa Dragič. Tako da smo praktično vseh 6 dni zastopani z našimi tekmovalci, kot je domenil ekipno, pa zadnji dan ne tekmujemo. Zdaj, kar tiče same logistike odhodov in pa povratkov naših ekip, smo prisluhnili stroki in pa željam posameznikov, ker je to res dolgi period, 6 dni tekmovanja, da nekateri grejo prej, pa se prej vračajo, nekateri grejo pozneje. Praktično z večjimi skupinami potujemo v Baku in tudi se različno vračamo nazaj, tako da tisti, ko pač končajo
ti pa so minimalno 2 dni pred začetkom prvenstva v Bakuju. Prvi vstopuje na prizorišče predsednik, ker je tam tudi kongres Svetovne federacije in ki bo tudi seveda upravil vse formalnosti, glede prijave, ekipa, vse te stvari, ki pač moramo predvsem zagotoviti. Z nami potuje tudi 5 novinarjev, tako da mislim, da bo tudi ta del pokrit in tudi strokovni tim je vsi trenerji, ki pač visoko vse vstopno zraven, tako da upam, da bo cela ekspedicija uspešna. Hvala lepa gospodu Očku. No, preden, da vam damo besedo, bi pa le bilo prav, da se nam predstavijo oziroma izrazijo svoje želje tekmovalke in tekmovalci, pa bi dal najprej besedo našim športnicam. No, in prva med nami je, lahko rečem, tudi najbolj izkušena, ki bo tudi velika moralna opora vsem ostalim, sem prepričan, mlajšim sotekmovalkam, Petra Navik. Izvoli. Ja, en lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz moram priznati, da tole svetovno prvenstvo prvotno ni bilo v mojem tekmovalnem planu, ampak zaradi žal samega sveta, okoliščin, so se potem z gospodom trenerjem Marjanom Fabjanom nekako dogovorila, da bi bilo pa edino pravilno, da ima tudi kategorija do 52 predstavnico na tem tekmovanju. Tako da so se potem ekipi priključila naknadno, sicer zdaj sem imela po planu, ampak ne toliko kot na rezultat tekmovanja, se koncentrirano dobro borbo in jaz upam, da dala vse v sebi in to tudi pokazala v Bakuju. Hvala lepa, Petra. No, najmlajša v celotni ekipi je pa naša Kaja Kajzer. Izvoli. Lep pozdrav vse iz moje strani. Jaz mislim, da smo se na tekmovanje dobro pripravili. Mi smo na raznih pripravah in upam, da bom na tekmi pokazala dobre borbe, brez poškodb in upam, da ne bo prisotno preveč strema, glede na to, da je to prvi. Hvala lepa. Ja, za kategorijo 63 kg smo Slovenci posebej ponosni. Veste zakaj, da imamo 2 zlati olimpijski medalji. No, in zato gre, da na svetovno prvenstvo kar 2 naši junakini. Pa dam najprej besedo Leški Andrej. Izvoli. Hvala, lep pozdrav vsem. Na tekmo se odpravljam tako kot ponavadi z visokim pričakovanjem. Tudi jaz vidim, da smo dobro fizično pripravljeni, ampak kar se mi zdi še bolj pomembno je to, da bomo na tisti dan dobro pripravljeni v svoji glavi. Jaz nimam še velikega rezultata iz svetovnih generalskih prvenstev, tako da nimam kaj za izgubiti in grem tam na vse ligi. Hvala lepa. No, kot sem prej v uvodu povedal, da je za moralno oporo z njimi Petra Navek, je pa najbrž za tekmovalno oporo potovati na svetovno prvenstvo z olimpijsko prvakinjo posebna čast. Tina, izvoli. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz treniram po planu mojega trenerja Marjana Fabjana. Treniram sem nekaj v tujini, na koncu bolj pa ne doma. Na samem tekmovanju želim prikazati dobre borbe, ker verjamem, da če bo moje borbe dobre, dober rezultat ne sme izostati. Potrudila se bom po najboljših močeh, je pa tudi res, da imajo vse tekmovalke v moji kategoriji enake želje, kot jaz dosegam kot tista, ki bo najbolje pripravljena. Hvala lepa. No, ni veliko športov v Sloveniji, v kateri bi tekmovale sestre. No, med nami imamo 2 sestri, zdaj ne vem, kjera je višja, nisem meril po centimetrih, ampak vseeno dam prej besedo v Klari. Izvoli. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi takle povedala, pripravljali smo se, kakaj rezultat bomo videli na dan tekmovanja, kak bo pač rezultat na koncu. Rad bi povedala, da če se recimo zgodi, da recimo meni spodleti, oziroma kakorkoli, ni pomembno, če samo to tekmovanje, do konca leta je še precej tekmovanj in prav tako štejejo za točke za olimpijske kvalifikacije. Pomembno je, da pač pridemo čisto brez poškodb in da pač naprej treniramo, da se poberemo potem. Sicer si pa želim predvsem prikazati čim boljše borbe in seveda si želim poslati čim boljše rezultate. Hvala lepa. No, kot sem prej rekel, da ne vem, kjera je višja, pa vem prav gotovo, kjera je težja. Ana, izvoli. Hvala. Lep pozdrav z moje strani. Mi smo trenirali tako, kot smo, pripravljeni smo.
naredili bomo to na dan tekme. Zdaj si želim čim boljši izbor. Mislim, če pridejo dobre borbe, tudi rezultat nekako ne more izognati. To ni zdaj glavna tekma, čakajo nas še tekme. Olimpijske kvalifikacije so se začele, trajale v bistvu so star leto pa pol, tako da treba zdaj priti do konca in tudi tekme nepoškodovani in trenirati naprej. Hvala lepa. Zdaj, ko so se predstavljali, zdaj prejmo pa na moški del reprezentance. Med nami je tudi eden izmed najbolj izkušenih Matjaž, izvoli. Lepo zdrav iz moje strani. Mi smo se pripravljali po planu naših trenerjev. Mislim, da smo na to tekmovanje maksimalno pripravljeni. Kaj bo pa vse skupaj prinesli, bomo pa videli na dan tekmovanja. Hvala lepa. Izvoli, David. Lep pozdrav. Jaz se že tega prvenstva zelo veselim, da je to moje prvo svetovno prvenstvo. Mislim, da smo se v redu pripravili, kaj bomo pa videli na dan tekmovanja. Hvala lepa. Ko sem prej omenil, da je najbrž posebna čast, da imaš v ekipi olimpijskega prvaka, je pa najbrž tudi za moški del ekipe biti velika čast potovati na svetovno prvenstvo z evropskim prvakom. Adrian, povej. Ja, lep pozdrav tudi iz moje strani. Mi iz našega kluba smo dali veliko mednarodnih priprav čez za to prvenstvo. Pripravili smo se tudi na Višini, doma na Rogli. To je drugi cilj tej sezoni, prvi je bil uspešen. Grem po stomiselnosti in pripravljeno se na to prvenstvo tako, kot je treba. Tako da imamo visoke cilje, bomo videli, kaj se zgodilo. Hvala lepa za optimizem. Martin, beseda je tvoja. Pozdrav. Jaz moram povedati, da sem daj že pričakoval kakšno tekmo s takim entuzijazmom, kot je to svetovno prvenstvo. Mislim, da so tudi ful daki moji motivaciji. Mogoče je z izjemo zadnjih dveh tekam, iz tega mogoče malo premanjkovar na mojih tekmah. Tako da upam, da bom zdaj dvignil nivo. To motivacijo tudi podpira fizična pripravljenost in tudi na nivoju, ki še ni bila do zdaj nikoli. Imam visoka pričakovanja, tudi nekaj izkušenj za sabo in ciljamo presenečenja. Tako je, na presenečenje vedno treba igrati. No, smo že pri težko kategornikih. David, najprej ti, izvoli. Ja, pozdravljam tudi z moje strani. Zdaj, glede na to, da je to moje prvo posamično članstvo svetovno prvenstvo, ne vem točno, kaj lahko pričakujemo od tega tekmovanja, ampak glede na to, kako smo se to pripravljali, oziroma vse še pripravljamo na to tekmovanje, lahko grem tja zelo optimistično, v bistvu sproščeno, ker je to moje prvo tako tekmovanje in mislim, da pač, če bomo s vsemi temi sproščenostjo v bistvu in s to motivacijo, s katero zdaj tu treniramo in se pripravljamo na to prvenstvo, lahko računamo tudi na kako presenečenje in mislim, da tudi rezultat bi lahko tudi optimizem. Hvala lepa. No in naš najtežji Vito, izvoli. Pozdrav. Jaz se karkoli novega povedati, glede to, da so že vsi vse povedali, ampak se pridružujem vsem ostalim, tudi to je moj prvi posameznik nastop na šanskem svetovnem prvenstvu. Je definitivno manj drugače kot manjše selekcije, ampak vseeno lahko rečem, da po dolgem času se spet dobro počutim po poškodbi in res bom dal vse od sebe, prikazal najboljša borba se pola. Hvala lepa. No, med nami sta še tudi trenerja za moški del reprezentance, pa bom dal najprej besedo Rokiju, izvoli. Sem to pravo, da mislim, da sem moški del. Pardon, ja. To zdaj, glavni del priprav smo nastavljali, da se bo vse vredo, zdaj pa še tudi razne finese, pa zaključili. Zdaj jaz upam, da bomo prišli skozi, prešli skozi, pa prišli zdravi za tekmo, ko pa vedno tam ne bo. Hvala lepa. In še gospod Šindič, izvoli. Lep pozdrav. Mi smo se pripravljali maksimalno, ko smo se mogli. Mislim, da so tekmovalci, s katerimi smo delali,
pa iz Fabijanom in drugim trenerjev v klubu zelo dobro pripravljeni, najbolje do sedaj, kaj bo pa to pomenilo na svetovnem prvenstvu, pa tudi odvisno od zreva bomo pa videli. Hvala lepa. Spoštovani novinarji, s tem smo našo predstavitev zaključili, zdaj je pa beseda vaša. Izvolite. Ja, najprej glede na to, da imamo praktično vse kategorije z izjemene moške zasedane, mešano ekipo, zakaj pravzaprav kaj razlogno, da ne bomo dali tam postavljeni. Izvolite. Ja, razlog je to, da nimamo dovolj dobre ekipe oziroma nimamo vseh kategorij, da bi lahko tu nastopali. Palijo nam kategorije, do 90, naprej dobra kategorija, do 70 ga lahko zmagamo. Druge pač imamo, kar imamo, ne, in mislim pa mogoče glavni aduti, da bi lahko posebili na prvi pet na svetu, ne. Imamo pa nekaj cilje, če gledamo ekipno, da tudi nekaj napravimo, tako smo vedno tudi zdaj bili, kjerkoli smo bili, smo svoje medalje. Bomo pa napravili ekipo, takrat bomo pripravljeni, bomo imeli vse ljudi na to, takrat smo prijavili. Ja, ni logično, ne, sam spet, mislim, da je Katarina Burgo, ki je bila tretja ekipa na ekipni tekmi. Ja, in kaj? Lahko samo dodam, no, te razlage. Prvenstvo poteka 7 dni posamičnega dela, plus 8 dan ekipo, da v bistvu se zadeva zelo zavleče. Take kategorije bi mogli počakati v bistvu cel period. Po drugi strani pa ocenila stroka, da ekipa ne bi bila konkurenčna za najvišje rezultate. Predlognem poškodbam in prevedenitvam, da potem se te tekme ne bomo zaživili v ekipnem delu. Seveda pa računamo na prihodnje. Olimpijske kvalifikacije so jasne, posamični del šteje, tisti posamezniki, ki se vrstijo na olimpijado, lahko zastopajo državo na ekipnem delu, seveda dajemo res tisti fokus na posamični del in upam, da se čim več športnikov vrsti na ekipnem delu. Hvala za to dodatno Dodal bi še tudi zraven, da moram reči, da tako velike sile nismo, da imamo v eni koliko kategoriji po 2-3 tekmovalce, da lahko pošiljamo, enega pripravljamo za ekipno, enega pa pripravljamo za posamezno, da to si zdaj ne moramo pač privoščiti. Če boste pogledali, boste videli, da nam tam bo nastopa le priprave ekipe. Pomajajo dosti tekmovalce, da lahko nastopajo, pa se s tem igrajo. Ker so tudi možne poškodbe, pa še kaj drugega. Pa vidno nepodobno vprašanje, en tak končni cilj, kaj pravzaprav je to ena kolajna, sta to dve, ali ni pomembno v tem momentu? Ne, ko ste slišali vsi tekmovalci, vse ti moji iz mojega kluba, oni govorijo, bomo videli na ta dan. Oni so koncentrirani na ta dan, to je ena velika koncentracija, res na ta dan in kaj bo ta dan, to, ne moramo pa naprej napovedati, niti nimam pravega občutka. Zdaj da moram povedati ta trenutek, da čas, da so formi, da lahko rečem slabi, ampak zdaj smo pa spet spuščati, pa iti na vtogu, pa iz dneva dan bo boljši, vejši, močnejši, tako da bo res na pripravljam, tiskar treba, ne. Vsi so zdravi, so rekli, ne? To je tudi pomembno. Ja, to je najpomembnejši del tega, da je športnik zdrav, da je pripravljen, potem se lahko bori. In da tudi zdrav ostane potem do kraja, in za naprej. Pa da včasih ste napovedovali neka mesta, neke uvrstitve, neke kolajne. Pa pustite zdaj kolajne. Govorite o dobrih borbah, sprašujete naše tekmovalce, ne kolajna. To je pritisk, ki na njih vrši in to ni v redu. Si dobro. Izvoli, dalje. Mene zanima v tem številu borcev, ne, štirje trenerji, so dnevi, ko so tu 3 kategorije. So trenerji že točno določeni, kdo bo s kom tudi od blazini ali se bo to določalo neposredno na prizorišču? Ne, to je še vse določeno, točno se ve, kdo bo kategorijo katerega tekmovalca in vse, ker tudi ta tekmovalec najprej z njim. Ja, Mirko bo vodil moški del mojega kluba in Petro Navec. Zato se ti pridejo prvi in bo ta dan. Jaz prijem na dan borbe, da borbo samo pogledam, on bo pa še tem šlustu, da bo lahko z nekaj naprej vodil. Ostali del vodim jaz. Roki ti potem vodiš vse svoje. In se ti nič ne pokreva. Kako bo to?
dva bom lahko. Reprezentanta gre vsa naenkrat tako? Ne. Glede na dolžino tekmovanja bo 6 tisoč posameznih kategorija, tako da je več prihodov in odhoda. Preden, da končamo to novinarsko, bi vas rad obvestil, da je letos Svetovni dan Juda tako kot vedno, 28. oktobra, in letos je pod motom prijateljstvo. In Slovenska judo zveza organizira ob te priložnosti v tem terminu Evropski kadetski pokal v Kopru od 27. do 28. oktobra in takrat ste vljudno vabljeni tudi v Koper na tekmo. Pričakujemo okrog 30 držav in mislim, da bo ta simbolika prijateljstva, ki je moto letošnjega Svetovnega dneva judo, prišla najbolj do izraza ravno med mladino, med kadeti na tekmi v Kopru. Pa še to bi rad povedal, da 28. oktober je tudi dan, ko je bila ustanovljena Judo zveza Slovenije in letos, torej 28. oktobra, praznujemo 66 let juda v Sloveniji. To z te strani. Hvala lepa vsem za prisotnost.